Lenka Kavčič, lepo pozdravljena končno v našem studiu po dolgem času. Kako ste? Hvala, zelo dobro. Hvala, Nina, za vabilo. No, prav danes vem, ste prišli iz Lago di Garda, torej italijanskega jezera, kjer so čudoviti kraji in seveda imeli ste še prelepo vreme. Kakšna je zdaj Garda? Garda kraljuje tem 3 italijanskim pokrajinam in da si tako veliko jezero delijo 3 izmed njih, daje samemu področju prav poseben značaj. Od dežele Veneto do Lombardije in na vrhu gor Trenta, ki se že dosega alpski prostor. In stik Mediterana z Alpami, visokih vršacev in mediteranske favne je izjemno navdihujoč, miren, pomirjujoč. Spomnim se, ko sem vas gostila leta 2010, da je takrat bila v Sloveniji prva edicija tega festivala arhitekturnega Odprte hiše Slovenije. Prav vi ste ta festival prenesli, to manifestacijo, bom rekla, ali pa platformo iz te evropske celostne platforme v Slovenijo, ne? In to je bilo takrat res tak boom Odprte hiše Slovenije, zdaj to rečemo OHS, ne? Najprej se je marsikaj spremenilo, ne? Zelo veliko. V 16 letih, 16 festivalov oziroma v 15 letih, če naredim analogijo z ljudmi, postanemo skoraj odrasli in se odločamo o zelo pomembnih stvareh v svojem življenju. Tako da tudi festival je iz nekega zelo zanimivega enkratnega dogodka vsako leto sedaj prerastel v dogajanje čez vse leto, zato ker smo tekom iskanja, kako približati arhitekturo, kako razumeti arhitekturo, naredili dosti veliko raziskav in smo začeli razumeti, da je festival odlična priložnost in izhodišče za vstop v ta prostor arhitekture, ko se z njim srečaš prvič, ko odvržeš večinoma predsodke, kaj arhitektura sploh je, in ko nisi več samo občudovalec lepih podob, ampak želiš vstopiti v prostor, da ga razumeš, da doživiš celostno, da doživiš tudi to materializacijo arhitekture. Arhitektura je izjemno stara, tako stara kot etika in filozofija in dosti starejša od vseh družabnih platform in socialnih medijev. In povsod nas obdaja. In povsod nas obdaja in ne moramo ubežati. To, da je starejša, to pomeni, da tudi nagovarja neke temeljne prvine, temeljne teme našega bivanja v prostoru. To sem želela poudariti predvsem zato, ker je s tem, ko se je arhitektura preselila na nivo podob, lepih podob, izčiščenih, perfektno osenčenih, neverjetno izostrenih pikslov na naših telefonih ali pa na računalnikih, je izgubila stik z človekom in je samo še predstavljala lahko samo neko vzporedno resničnost. Kar pa dejansko temu ni tako. Arhitektura je tukaj, prostor je tukaj, vsi smo vsak dan v nekem prostoru. In na ta način je festival seveda prerasel zgolj ogled lepih stavb, zanimivih stavb in je ratalo tako stičišče, središče za vse, kar ste karkoli želeli vprašati ali vedeti o prostoru. No, vi ste začeli takrat, kot sem rekla, 2010, to je bila prva edicija, do danes jih je bilo res koliko, 16, ne? 16. Vmes ste vi šli, oziroma so vas zaradi vaše neverjetne uspešnosti zvabili na Ministrstvo za okolje, tam ste prebili nekaj časa, potem pa zdaj berem, da gre za največji arhitekturno nepremičninski festival Odprte hiše Slovenije, ne? Sama sem se festivalu zares priključila leta 2013 in ga od takrat tudi aktivno vodila in organizirala. Po izkušnji na Ministrstvu za naravne vire in prostor sem se vrnila v zavod, ki organizira festival Odprte hiše Slovenije in ugotovila, da je to poslanstvo, ki ga ta zavod opravlja, izjemno pomembno, zato ker odpira prostor za debato o prostoru na način, ki omogoča sporazumevanje in razumevanje, ni izključujoč in ni prevladujoč z vidika moči. Čeprav arhitektura ima neverjetno moč, da nas oblikuje in da oblikuje prostor, v katerem živimo. Je pa prostor
razumljen, tako ga sama razumem, kot neke vrste državna srebrnina, če rečemo, kot družinska dota, ki ga imamo in je omejen. In je v bistvu vemo, da je prostorska suverenost države temeljna prvina, da država sploh obstoja. In potem, ko se pritiski na prostor zaradi različnih interesov zelo povečujejo in zaradi tega postajajo tudi neusklajeni in delujejo predvsem iz pozicije moči in partikularnih interesov, prostor trpi. V prostoru so vse stvari dolgotrajnejše, potekajo na dolgi rok. Nič se ne zgodi v pol leta, v enem letu. Zgodi se lahko v 5, 10 letih. Ta kontinuiteta, ta odločitev, da država zna upravljati svojim prostorom in na kakšen način si zadaja svoje prostorske politike, je ključna. Ampak festival je tukaj samo en delček možnega vstopa, neka vrata, zato da vstopimo lahko v ta prostor in da se pogovarjamo tudi o tem, kaj je lahko dober prostor. No, ampak ta festival letošnji, glede na sam izbor, je zelo neverjeten. Mene je zelo pritegnil, ker je toliko raznolikosti tega javnega prostora, ne samo privatnega ali pa državnih prostorov. Videla sem, da je tudi posebna komisija odločala, ker je bilo največ prijav veliko več in potem pa so naredili neko selekcijo. Ampak tega je skoraj 100 primerov. Zelo pomembno je, da ima festival svojo strokovno žirijo. To so izbrani arhitekti in arhitektke, strokovnjakinje in strokovnjaki z različnih področij. In generacij. In zelo pomembno je, da oni razumejo, da arhitekturni festival ni arhitekturno tekmovanje. Je praznovanje prostora, torej iščemo tiste projekte in tiste zgodbe, ki ljudem omogočajo vpogled, nove informacije, novo vedenje in to iz prvih ust. Iz ust strokovnjakov, ki so prostor gradili, iz ust investitorjev, ki so imeli vizijo, da ta prostor postavijo, in z vidika uporabnikov, ki ga sedaj uporabljajo. No, zdaj ta festival, kot ste tudi sami dejali, ni več samo ogled prostorov, pa vodenje, ki je sicer brezplačno in to srečanje, pa gre tudi za nek kraten dialog in tudi temo. In letošnja tema festivala je bila dediščina za prihodnost, njeno razumevanje, njeno vrednotenje in seveda res pomen za prihodnost. In ta tema je užgala. Moram povedati, da smo zadnje 3 leta Odprte hiše Slovenije partnerji evropskega projekta Open House Europe, kjer so se združili 10 festivalov iz evropskih mest z namenom, da spodbudimo tudi ta mednarodni in medkulturni dialog o prostoru v Evropi. In v okviru tega projekta so teme festivalov po vsej Evropi skupne. Letošnja tema je bila dediščina za prihodnost. Se mi zdi, da je bila zares uspešna, predvsem je bil izbran pravi trenutek za to temo, ker se skozi to temo lahko pogovarjamo tako o naši preteklosti, o sedanjosti in o prihodnosti. Letošnji festival poteka še pod pokroviteljstvom predsednice republike, dr. Nataše Pirc Musar, in se nam zdi pomembno, da smo zato izpostavili tudi to tematiko prostora, teritorija in prezentacije države skozi prostor. Kako država razume prostor za svoj prihodnji gospodarski, ekonomski in kulturni razvoj, kar je seveda bistveno, da dela v dobro državljanov in da na ta način tudi spodbuja zavedanje o vseh vrednotah, ki jih prostor nosi. Kaj pa je bilo tisto ključno vprašanje, ki si ga je zastavil letošnji festival? Zelo pomembno vprašanje je, da bomo to, kar gradimo danes in kar bomo pustili svojim zanamcem, lahko nekoč postala dediščina za prihodnost. In da bo nekoč postala dediščina, ki bo kazala na nas, kdo smo bili oziroma kaj smo hoteli postati in biti z vidika prostora in stavb. In na ta način nas bodo presojale tudi vse naše naslednje generacije. Ker kulturna dediščina, jaz mislim, da se tukaj lahko zelo strinjamo in da ni zelo diskutabilno, da ohranja neke vrednote iz preteklosti in nam kaže, kako smo bili v določenem času bogati, razviti, skromni,
svobodni ali nesvobodni. V današnjem času, ko so pritiski na prostor toliko večji, pa je pomembno razbrati, kaj bo tisto, kar je zares vredno, oziroma se je vredno vprašati, kaj je tisto, kar je zares pomembno in potrebno, da zgradimo in na ta način obremenimo prostor, ki je danes preobremenjen vseh različnih vidikov. Tako da dediščina ni samo ohranjanje materializacije preteklosti. Ne gre samo za vrednote, ki jih ima stroka spomeniškega varstva zapisane in ki jih skozi to tudi krepi in izpostavlja. Gre predvsem za neko kulturno gesto, ki jo kot družba razumemo, ko dediščino ohranjamo in ko jo danes na nek način prilagajamo oziroma ponovno vključujemo v vsakdanje življenje. Dediščina ima smisel, da se ohrani, ko postane del našega sedanjega življenja, da jo lahko uporabljamo, da jo lahko vanjo vstopimo, ne da postane nek nedotakljiv spomenik, ki ga gledamo oddaleč. Na ta način se povezujemo kot skupnost, se povezujemo kot ljudje in gradimo nek prostor sožitja, enakopravnosti, svobode. In naslednji teden bomo skupaj z kuratorjem, ki smo ga povabili k sodelovanjem, to je arhitekt Miloš Kosec, odprli 3 pomembne stavbe, prostore države, ki odpirajo točno to temo. To bo 16. in 18. To bo od maja. 16., 17. in 18. maja. Vsak dan bomo odprli eno stavbo. Začeli bomo s Trgom Republike, ki je pač manifestacija in je bil zgrajen v imenu države za prezentacijo države, vendar se je tekom dogodkov izkazalo, da tega potenciala ne zmoremo še v celoti izkoristiti. No, brali smo njegove kolumne, kako je označil ta prostor. Državnega pomena. Odprli bomo vilo Podrožnik, ki je seveda sedaj namenjena protokolarnim zadevam in protokolarnim sestankom Vlade Republike Slovenije, in odprli bomo grad Brdo in posestvo Brdo. Vse pod vodstvom strokovnjakov, kulturno-umetnostnih zgodovinarjev, arhitektov, krajinskih arhitektov, arhitekturnih zgodovinarjev in skupaj z upravljalci teh objektov, da se bomo lahko sprehodili skozi in si ogledali te prostore, ki so večinoma zaprti za javnost. Zelo se veselimo te možnosti, da bomo odprli te prostore, ker se mi zdi, da je zanimanje izjemno veliko. Bilo bi dobro, če bi bili kdaj pa kdaj odprti, da bi ljudje lahko to pogledali in videli, se tudi lahko poistovetili s tem. Ker če država ostaja zaprta za zidovi, seveda z vsemi vidiki varnosti in protokola, kar je pomembno, ampak če se država odpre, ponuja možnost svojim državljanom, da se tudi sami poistovetijo z državo in jim daje priložnost za dialog. Junija imate tudi poseben program, gre za 100-letnico rojstva arhitekta Milana Miheliča, enega ključnih ustvarjalcev modernistične arhitekture slovenske. Se zdi, da je program kar poln. Prav to, kar je bilo vprašanje na začetku, ali je to samo festival. V bistvu smo si zadali za nalogo, da zaradi izjemno velikega zanimanja ljudi odpiramo oziroma delamo dogodke vsak mesec na nek način, da o prostoru govorimo. Izbrali smo si tudi to časovno komponento, zakaj bomo zdaj govorili o Milanu Miheliču, zakaj smo imeli tudi sprehod po Fabjanijevi Ljubljani, zato ker se to sovpada z nekimi obletnicami rojstev ali smrti teh arhitektov. Skratka, same časovnice. Časovnica je, da uprostorimo ta čas in prostor skozi pomembna dela. In kako se ta prostor spreminja skozi čas, ne? Ja, točno tako. Omenila si Milana Miheliča, res izjemen arhitekt, izjemen avtor in zelo samosvoj avtor. Ta dogodek bo odprl vrata prenovljene stavbe Slovenija lesa, se pravi v tem predelu Bežigrada, kjer je Mihelič tudi sam deloval. Vemo, da je imel biro dolgo časa v stavbi Konstrukta, nasproti stavbe Slovenija lesa, da je zasnoval paviljon C v sklopu gospodarskega razstavišča. Bil je avtor tega področja, čist mikrolokacije v Ljubljani in pa seveda s pogledom na nikoli realizirana severna vrata, ki se nam odpira iz
stavbe Slovenija lesa na Severna vrata. Smo imeli za nekatere predele Ljubljane narejene izjemno dobre razvojne načrte, premišljene in postavljene vizije, kako organizirati in zgraditi ta prostor, vendar se nam je zdaj na mesto Severnih vrat zgodilo marsikaj. Dva izjemno velika hotela, ki v bistvu pogoltneta to Miheličevo delo. Lenka Kavčič, eni prostori ali pa stavbe ali pa kako naj to imenujem, so zaprti, eni so pa prezrti. Zelo res, eni so pa nevidni. Mi smo tukaj v okviru Odprtih hiš Slovenije začeli tudi z enim projektom, ki se mu reče Nevidne hiše. To so stavbe, ki jih ni več, jih nikoli ni bilo ali jih še ni. In na ta način probamo skozi kulturno-zgodovinski kontekst plastenja in nalaganja mestnih plasti, zgodovine in ljudi in zgodb opozarjati na stavbe, ki so obstajale, pa smo jih izgubili tekom razvoja, tekom pozidave, tekom drugačnih vizij o prostoru. To, kar si pa sama omenila, prezrti prostori, jih je pa nažalost preveč v samem mestu, pa tudi v celotni državi, ker jih v uvidu, ne vem zakaj pride v bistvu do njih, zdi se mi pa, da jih v uvidu nekega razvoja in napredka prezremo in jih ne prepoznamo z potencialom, ki bi jih lahko v primeru prenove teh prostorov, obnove ali pa revitalizacije vzpostavili kot pomembna središča nekega dogajanja v posameznem kraju. Torej zgodb, ki jih ponuja ta festival, je neskončno, ne? Zgodb je neskončno, prostor je vedno prizorišče za vse te zgodbe. Mi si ga želimo zapolniti z avtorji, z arhitekti, z ljudmi, ki vejo o prostoru veliko, kot preplet ekonomije, gospodarstva, zgodovine, etike, filozofije, ga razčleniti na ta način, da bi ga prepoznali, da ni nujno vse, kar je bilo, stati tako, kot je bilo, da lahko veliko spremenimo, lahko pa veliko tudi ohranimo in to prepoznamo kot vrednost za prihodnost. In se mi zdi, da če zdaj omenim eno tako inicijativo, še pred leti, ki je nastala, je bila ta igriva arhitektura za izobraževanje najmlajših otrok, mladine in tudi kasneje, seveda, dijakov, študentov, ne. Ali menite, da ta festival bo tudi odprl neko radovednost, pa neko zanimanje na nek način, kolektiven način, na primer? Nek kolektiven način ustvarjanja skupnosti, da se povežemo med sabo in da začnemo zagovarjati bistvene prvine dobrega prostora. To zagotovo je vloga festivala, ker veliko veselje mi je, ko mi kolegi arhitekti povedo, da so njihovi naročniki si ogledali festival Odprte hiše Slovenije in da imajo drugačne predstave o tem, kakšno hišo si želijo. In to se mi zdi en zelo velik napredek za vse nas skupaj. Ker samo skupaj lahko prostor gradimo in če se zavedamo, da je nekaj, kar bomo zgradili mi, vpliva na skupnost, vpliva na soseda, vpliva na celotno okolico in pa na celotno družbo, bomo pri tem spoštljivejši drug do drugega. Mogoče tudi bolj zadržani in previdni, ko se bomo odločali, kaj bomo v prostor postavili. Ker če gradimo in s tem, to je zelo velik zalogaj, gradnja objekta je velik poseg, vse mogoče, in z finančnega in materialnega vidika. Si želimo, da bi to ostalo za dlje časa, kot za borih 10-15 let, ko se bo vizija spremenila. Lenka Kavčič, kaj je tisto, kar vas je vendarle presenetilo letos med temi raznimi objekti, prostori? Ne samo dokument enega časa, ampak prav taka dokumentarnost, kaj ti prostori nosijo sabo, ne? Od hiš do stavb, do šol, do mosta, do parka, veže, trga, etc. ne? In kar je najbolj zanimivo oziroma kar me vedno znova navdušuje, je to, da ljudi zanima ogled brvi, sprehod po Ljubljani. Profesor Koželj je vodil po Fabjanjevi Ljubljani. Ogledali smo si Hribarjevo Ljubljano in se ustavili potem v Vili Zlatici. Pa tudi prenova Trga Evrope v okviru EPK-ja, ne? Prenova Trga Evrope v okviru EPK-ja. Da so bili ti ogledi in sprehodi skozi mesto izjemno dobro obiskani, ponujajo širšo sliko.
Prav sama sem bila prisotna na Trgu Evrope v Novi Gorici, ki smo ga potem nadaljevali z ogledom prenove železniškega postajališča in podhodov, vrtača. V popoldanskem času pa smo si ogledali tudi knjižnico in pa gledališče. Te kulturne stavbe. Kulturne stavbe, kjer je bil obisk izjemno velik. To so stavbe, ki stojijo zdaj že nekaj časa, niso nove. No, amfiteater so pa dogradili. Amfiteater so pa dogradili, to je bila nova intervencija in ta amfiteater je bila spodbuda, da odpremo tudi gledališče. To je bila še Vojtka Ravnikarja. Ja. Naprimer soseska Podbreznik v Novem mestu, ali pa hiša na robu gozda, ali pa Brv čez reko Rinžo. Ne, to so zanimivi tudi prostori. Vsak festival odpira neko tematiko, seveda pa odpiramo tudi vse, kar je v tem zadnjem času nastalo, da smo aktualni, da odpremo lahko prostore, tudi preden so naseljeni, zato ker se sedaj vedno večkrat pojavlja težava privatne lastnine in ne možnosti odpiranja in vstopa v stavbe. Vsa ta raznolikost in paleta tega kaže na neizmerno moč, ki jo ima arhitektura in oblikovanje, kaj lahko vse oblikujemo in na kakšen način. Najemnih stanovanj stanovanjskega sklada, do Brvi čez reko Rinžo, do revitalizacije oziroma centra starejših Kora na Koroškem. Povsod živimo in povsod je potreben neverjeten napor. Verjamem, da tudi vseh vključenih v te projekte, da projekt izpeljajo z dobrim koncem. Ali pa hodiš vsak dan na avtobusno postajo, pa ne veš, da hodiš vsak dan mimo Plečnikove zavarovalnice iz leta 1928. To stavbo odpiramo zdaj že vrsto let. Vrsto let je polno obiskana in tukaj se moram zavarovalnici Triglav res zahvaliti, ker zavarovalnica Triglav nam bo tudi omogočila ogled stavbe Slovenija lesa. Oni so en primer zavedanja o tem, kaj pomeni živeti in delati tudi v kulturni dediščini na način, da jo ohranjaš in je ne spreminjaš toliko, da bi izgubila svojo prvotno podobo. Linka Kavčič, imate veliko veselja s tem festivalom. Kaj pa nas čaka letos še v nadaljevanju leta? Ker je festival, ker praznujemo arhitekturo, imamo podelitev nagrad, OHS Award, to je takoj 15. maja že. Takoj zatem sledi tematski vikend Prostori države pod vodstvom Miloša Kosca in ostalih arhitektov. Vodenje po stavbi in arhitekturi Milana Miheliča v juniju. Kaj pa leto baroka? Njemu se bomo pa posvetili v drugi polovici leta, ko bomo že septembra organizirali minifest in ponovili najboljše in najbolj obiskane objekte in dodali kakšnega novega za prihodnje leto. Linka Kavčič, hvala za pogovor. Bilo mi je izjemno zanimivo in res hvala, da ste prišli direkt iz Lago de Garda v studio Vala 202 in še enkrat hvala za pogovor. Hvala vam.